Dobro jutro vsem, ki nas poslušate tu na Twitterju oziroma X-u, tudi na YouTubu. Like, subscribe, zelo nam pomagajo in tako naprej. Super ste. Gremo na rente. Jaz in Matej imamo pripravljene enih par, Blaž, mislim, da ga tudi ima srbi jezik. Jaz bom začel čisto na kratko in prepustil potem besedo Mateju in Blažu. Pred to tekmo smo bili priča ofenzivni rapsodiji Lakersov proti Atlanti in pred tekmo s Charlottom so nažalost pokazali, koliko rekordov so podrli ob tej zmagi nad Atlanto. Prvič se je zgodilo, da je štartna peterka katerakoli v zgodovini NBA-ja, in to je uspelo zdaj Lakersom, zbrala več kot 100 pik. Več kot 40 skokov, več kot 30 podaj, 10 ali več trojk in imela 60% ali boljši met iz igre. To je bila prejšnja tekma. V tej tekmi izgledalo vsaj prvi četrtini, da bodo tako tudi nadaljevali, igrali sijajno, zadevali, igrali solidno obrambo, potem pa je sledila druga četrtina in tle mislim, da lahko predam besedo Mateju ali Blaž, izvolite. Imaš kakšen rent pripravljen, Blaž, ali ne jaz začnem? Mislim, čisto iskreno, jaz renta sploh več nimam, ker jaz sem rado apatičen. Pač, to je muka gledati to ekipo, jaz ne moram pomagati, ampak to je muka gledati in jaz pač razumem tudi vse frustracije okoli Luke, ker na koncu pač ob taki ekipi, kot jo ima, res zgleda slabš, kakor v resnici je in pač vidi se, da se trudi in proba nekaj sam rešiti in pol ima zdaj ogromen še ljudi se na njega spravlja in ga kritizira za ene stvari upravičeno, za ene stvari neupravičeno, ampak taki ekipi ne moš, mislim, Cedevita Olimpija igra bistveno boljšo košarko, kot pač te Lakersi, mislim, že to danes pove, da je prva peterka dala, mislim, da nekih 108 pik, klop je dala 9. O tem govorimo že zadnjih spaceov, dejansko pač o eni in isti stvari in o obrambi in o tem, kako je klop slaba. Jaz sem rado apatičen, jaz sploh več ne vem, kaj naj. Saj nimaš več kaj mnogo povedati, lahko pač skoraj že skopiramo prejšnje space in to je to. Mislim, jaz sem prejšnji space, ki se video nista mogla pridružiti, zaključil s tem, da morajo se pač Lakersi odločiti, v katero smer bojo šli, ali razdreti to ekipo in poskušati kakšne pike dobiti, ali pa jo ukrepiti, ampak naprej ne morajo s tako isto ekipo do konca sezone, ker bo vedno isti rezultat proti ekipam z določenim profilom in te Charlotte Hornetsi so seveda mlada, hitra, poletna ekipa, dobra šuterska ekipa tudi, ki ima ostrostrelce na vseh položajih, ki drži zelo visok ritem in na koncu so jih tudi s tem v bistvu strli. Met za 3 točke, 47% so metali Charlotte Hornetsi za 3. Na koncu Lakersi niti niso imeli toliko zelo slab met, 37% so bili za 3, ampak seveda ob tako vroči ekipi, kot so bili Charlotte Hornetsi, težko, še posebej, če nimaš obrambe na dovolj dobrem oziroma visokem nivoju, težko kaj narediš. Ampak zame je bila tekma, ki si rekel, mislim, Luko upravičeno kritizirajo za določene stvari. Jaz mislim, da je 99% kritik povsem neupravičenih. Še posebej to sezono in v bistvu zaradi tega, kar si omenil, zaradi tega, kakšen roster imajo, kakšno ekipo imajo. Na tej tekmi je bil izjemen. Mislim, v bistvu, če bi v drugi četrtini, če ga ne bi zamrznili z napada, in potem, ko je dal v prvi četrtini 19 pik in so tudi vodili za 9-10 pik, Lakersi, ko je odšel na klop, potem se je pa vrnil, so pa zaostajali za 1 piko in naslednjih 6 minut je dobil samo 1 met. Več posesti je bilo, ker se sploh žoge ni dotaknil. In tukaj je treba tudi verjetno kakšno debato o JJ-ju začeti, njegovem vodenju, njegovem načinu vodenja te ekipe, čeprav se je treba pa že spet vrniti rosterju. Roster je za nič, obenem pa tudi več kot očitno niso dovolj povezani, kemija je vedno slabša in težko tukaj, pravim, Jordan ne bi mogel nič narediti. Logično tudi Luka ne more, noben igralec v ligi ne more več narediti tako slabo ekipo in to je pač ta problem, ki se pokaže seveda na takih tekmah, kot je bila ta zadnja.
Ja, saj potem v bistvu v tretji četrtini so se poskušali vrniti in ves čas nekje nihali na razliki med 7 in 11 pik, ampak Charlotte so na vsak dober napad, a pa drugi napad Lakersov uspeli odgovoriti s trojko in to ne s takšnimi trojkami izdelanimi. Kon Nepel, ta rookie od Charlotta, ki meče res dobro trojke, sicer kot pravi Klay Thompson, teče okoli in dobiva šute in res Con Knipl, ja. Zame ja. Rookie leta zaenkrat. Najboljši rookie te sezone. Zelo hitro meče iz catch and shoot pozicije, ampak to ne, sploh ne rabi biti prost. Tip meče preko roke, jaz sploh ne vem, če on vidi koš, ko vrže. Ker roko mu da branilec direkt pred oči, on vrže in žoga se ne dotakne obroča, enostavno brez kosti, kot rečemo, gre dol. Mislim, res strašen je, res je dober. Ko si rekel, da so dobro metali Lakersi za 37%, oziroma 14 trojk iz 38 poskusov, LeBron, Laravia pa Luka so prispevali 12 trojk od teh 14 z zelo dobrim metom. Torej 12 so jih zadeli, vrgli pa se v 21, to je skoraj 50%, potem pa Marcus Smart še eno in Hachimura eno, čisto na začetku iz kota, ko smo mislili, da bo mogoče to zelo dober povratek, ampak to je bilo vse, kar smo od njega videli, žal. Con Knipl, mogoče lahko kakšno besedo o njemu rečemo, ker se mi zdi, da se absolutno ne govori dovolj o tem rookiju, da Cooper Flag pobere večino hajpa, se o njem več govori, ampak ima Con Knipl boljšo sezono. Mislim, da sploh ni tukaj debate. On je bil tudi najhitrejši rookie v zgodovini, ki je prišel do 100 trojk, meče to sezono po več kot 8 trojk na tekmo in jih zadeva s 43%. Bolje meče trojke letos, recimo zadev jih je podobno število kot Steph Curry, ampak je 3% više, boljši met ima, podobno število tudi kot Donovan Mitchell, ampak višji odstotki, dosti bolj učinkovit je in je v bistvu to sezono skupaj recimo z Jamalom Murrayem, ki ima tudi izvrstno, odlično šutersko sezono, najboljši ostrostrelec lige zaenkrat, če gledamo po številu zadetih trojk in po številu poskusov, in je res, ko govorimo o recimo generacijskem potencialu, jaz mislim, da Cooper Flag, o katerem se toliko govori, je zelo raznovrsten in odličen igralec, ki bo zelo dober v večjih različnih stvareh, ampak nikjer pa ni eliten ali pa nikjer pa ne bo res tisti presežek naredil, recimo v smislu Cona Knipla, ki je pa zame generacijsko dober šuter. To je dejansko igralec, ki lahko poruši Stepove rekorde. Če bo tako nadaljeval, zaenkrat ima tudi boljšo sezono, šutersko sezono kot drugi Step, in če bo tako nadaljeval in imel dovolj dolgo kariero, bomo lahko mogoče tam čez 13, 14, 15 let govorili o novem kralju ostrostrelcev lige. Res izjemen igralec. Blaž, jaz bom nadaljeval svoj rent, ampak ti dam priložnost, da še kaj rečeš, preden ne moreš nič več reči. Vse ti prav, mene tako pač minil me je to, a veš, ker se pravi, jaz se sam ponavljam lahko, a veš, če zelo posnamem Impression Space, kakor sem prej rekel, pa spustim une rente, ki sem jih imel, vsej pistvo, samo ime ekipe zamenjaš, vse isto na koncu. Ja, to je res, ja. Matej je želel nesti malo optimizma v ta space z hvalospevom Kneplu, ampak to ne bo zaustavilo naših rendov. Sam mislim, da si zasluži, da se o njemu kaj reče, ker sigurno, so pač sigurno. tokrat so ga mogoče mnogi, ki ga ne gledajo to sezono, imeli prvič priložnost videti, in tako kot si omenil, res izjemen ostrostrelec, ampak zna tudi žogo spustiti na tla, zna prodreti, ima dober občutek za podajo, dober obrambni igralec tudi. Mislim, tazga igralca bi si želel poleg Luke videti. Kaj bi dal za enega tazga Cona Knipla zdajle poleg Luke, pa bi bili takoj konkretno boljša ekipa. In tukaj govorimo o rookiju. Pa če bi bil zdajle v njihovi ekipi, bi bili Lakersi precej boljši. Ja, sigurno.
ko sem gledal obrambo Lakersov proti Hornetsom, se mi je zdelo, kot da ali niso naredili plana proti njim, ali sploh ne vejo, kako Hornets igrajo, ali pa so vse to naredili, pa so rekli, klinc, bomo mi igrali po svoje, pa kar bo. Mislim, Hornetsi nimajo... To me skrbi, da je to zadnje. Hornetsi nimajo nekih skrivnosti. Oni vržejo 41 trojk na tekmo in so v tej prvini 5. v ligi. V 5. v ligi so tudi natančnosti s trojke, 37%, kar ni dosti manj, kot je bilo danes. Napadalne rejtingu so 9, sicer igrajo malce bolj počasi, 24 so v ritmu tekmovalnem, no, v napadih na posestih na 100 napadov. Ja, Matej, ti veš te izraze boljše, se veste, kaj mislim. Ja, v pejsu same tekme, ja. Tako, ja. Ampak v teh tekmi so čisto po vsakem ali prejetem košu ali skoku v obrambi tako hitro tekli v napad. Zakaj? Zato, ker enostavno poznajo Lakerse, vejo, da niso dobri v tranzicijski obrambi, zelo dobro so se pripravili na njih. Poleg tega pa so bili dosti boljši, precej boljši od svojega povprečja, kar se tiče točk v raketi. Danes so jih dali 56, drugače so v tej prvini precej slabši. In zakaj se to zgodi? Zato, ker ko gledaš to obrambo, ti je vse jasno, kaj je narobe. Ko Ayton vidi, da nekdo pripravi pick and roll in ga mora držati, se mu skisejo možgani. Jaz ne vem več, kaj druge se dogaja z njim. Enostavno ne ve, kaj narediti, koga prijeti in skoraj vedno izbere napačno opcijo. Vanderbilt, ki je atletsko krilo, ki bi mogel biti glavni v obrambi, je tam sredi, mislim, postavi se točno tam, ko ni treba, gleda okoli, kaj se dogaja, izgubljen v prostoru in levo, desno mu tekavajo igralci, on skoči na napačnega, zdaj na napačnega potem. LeBron je normalno in najbolj inteligentnih igralcev v zgodovini lige, točno ve, kako se postaviti v obrambi, ampak vsako toliko reče, zdaj moram počivati, 40 let sem star, in mu leti en igralec za hrbtom in zabije ali je puno z lahkoto, ko mu bolj poda skoraj iz sredine igrišča. LeBron je bil po mojem najslabši obrambni igralec Lakersov na tej tekmi in je imel kar nekaj takih primerov, kot je bil ta, ki si ga omenil, ki je bil že povsem, mislim, v drugi, tretji napad na tekmi, povsem na začetku tekme. In takih primerov je ogromno, predvsem, ko gre za pozornost v tranziciji ali pa za tiste druge, tretje rotacije, ki jih je treba narediti, ampak seveda ni tukaj sam na LeBronu, seveda ni tudi na Luki, čeprav Luko hoče za obrambo največ okriviti, ampak ko gledaš seveda obrambne posnetke, samo analiziraš obrambo, vidiš, da je Luka v bistvu med najboljšimi obrambnimi igralci Lakersov, kar seveda po eni strani tudi govori o tem, kako slab obrambni roster imajo, ampak on v obrambi dela več kot dovolj, da bi morali biti boljši. Je igral že slabšo obrambo individualno, pa je ekipa imela neprimerno boljšo obrambo, seveda ekipno, zaradi tega, ker je imel boljše obrambne igralce okoli sebe. To sezono pa res gara, v bistvu na obeh straneh parketa, in že večkrat sem omenil tudi to statistiko, da je v bistvu edini igralec, ki je med top 5, med tistimi 5, ki branijo največ obrambnih posesti v izolaciji in v polstopu, se pravi pod obročem. In tudi na tej tekmi je ogromno igral v polstopu, zapiral prostor pod obročem in na trenutke igral tudi centra, ali pa na druge trenutke prevzemal Lamela Bola na perimetru. In seveda od igralca, ki že tako mora nositi tako breme v napadu, ker se vidimo, nič od klopi, nič od ostalih igralcev, razen LeBrona, niso dobili. In ob tem, da moraš potem še tako garati v obrambi, preprosto ni igralca v ligi, ki lahko tak ritem, tako energijo porablja na obeh straneh parketa. Ni ga, preprosto ne najdemo ga. In tudi Luka seveda tega ne more početi, oziroma to ni fair, da se v bistvu sploh njega postavlja v to pozicijo, ampak že spet, tak roster imajo Lakersi. Ampak tukaj je treba tudi JJ-ja ukriviti. Počasi tiste njegova jamranja po tekmah in konstantno ponavljanje istih stvari
je že zdavno izgubilo ves učinek, obenem pa ne vidimo kakšnih konkretnih sprememb ali pa izboljšav. Zdaj, tudi pri njemu je seveda roster deloma problem, ampak dobri trenerji, tisti res najboljši trenerji, so tisti, ki lahko iz vsakega rosterja maksimum iztisnejo. Ja, on je mogoče bolj model Jason Kidda, ki je bolj komunikator in mu moraš dati dobre igralcem, potem on ustvari dobro kemijo. Jaz ne vem, kaj je Redick rekel igralcem pred tekmo z Atlanto, da so podrli vse tiste rekorde, ki sem jih omenil na začetku. Ne vem niti, kaj točno je rekel igralcem lansko sezono, koliko je njih 20 tekem pred koncem, ko so začeli igrati besno obrambo in zaključili z zelo dobrim razmerjem zmag in porazov v tistem nizu. Ne vem, ampak veš, problem pri tem rosterju je, da če želi dobro igrati, mora toliko več truda vložiti kot nasprotna ekipa, enostavno zato, ker niso dovolj atletski in niso dovolj povezani v obrambi. In to, da niso dovolj povezani v obrambi, jaz ne razumem, da se to dogaja na sredini sezone, po temu, ko so dali skozi tudi cel trening camp, noben je bil poškodovan razen LeBrona, stranski igralci so vsi vedeli, kaj je njihova naloga. In če pustimo obrambo ob strani za sekundo in se fokusiramo na napad, pa pridemo do tistega, sarkastično rečeno, seveda napadalnega dragulja, to je Gabe Vincent, na katerega čakamo že ne vem koliko časa po poškodbi, da bo končno začel zadevati trojke in da bo mogoče 70% tistega Vincenta, ki smo ga gledali v Miamiju, ki je prišel z Miamijem v finale takrat. 0-7 nocoj. 0-7, 0-5 trojke. Jaz sem prav gledal Lukata in čakal, da vidim njegovo reakcijo. Luka vrže čez enega človeka zadane trojko. Luka vrže čez dva človeka zadane trojko. Pridejo trije pa reče, ok, zdaj bom pa podal Vincentu, ker čez tri pa res ne bom metal. Tari Vincent ni imel okoli sebe 5 metrov fucking nobenga. To je bil čisti trening šut, ko ga ne dobi noben v ligi ga ne dobi, noben. Tako grdo je zgrešil in Luka samo roke v zrak in smisli, pa kaj korec jaz to delam. Mislim, to je bilo pa zdaj tako iz duše. Ja. Blaž je rekel, da je apatičen, tebe še pogreje, mene tudi še take stvari. Mislim, zanimivo mi je bilo tudi to, da je Kobe Bufkin, v bistvu two-way igralec, ki so ga ravno kar pripeljali, dobil 17 minut na tej tekmi. Zdaj jaz nisem v bistvu nič videl od njega, na koncu tudi nič nobene točke v 17 minutah 2 meta. In mislim, potem, ko Luka recimo igra v določenih situacijah na parketu, recimo z Gabeom Vincentom, ki se ga glikar omenil, Jaredom Vanderbiltom, Kobejem Bufkinom, mislim, ne bom rekel, da so to konkretno slabši igralci od tega, kar ima Cedevita Olimpija, ampak Blaž je tudi imel delova prav, ko je omenil, da igrajo lepšo košarko in da vsaj zgleda igra, kot da ima rep in glavo. Tukaj pa dejansko se zdi, da kot da JJ meče stvari ob steno, pa vidi, kaj se bo prijel. In zaenkrat se nič ne prijemlja, tudi njegovi vzvodi, kakršnikoli že so ti motivacijski, ki si omenil prejšnjo tekmo, so po mojem bolj tako naključni oziroma nimajo dosti vpliva na celotno igro. Ali ekipa igra, pa recimo imajo tako vročo šutersko tekmo ali pa ne. Ali pa imajo te motivacijski govori nek kratek rok trajanja, ne vem. Primer je samo z današnjo tekmo Oklahoma proti Rocketsom. Rocketsi so odlična obrambna ekipa, res odlična. SGA je dal 20 pik, 4 podaje, 5 žog je izgubil. In si rečeš, kurva, valjda so spušli. Zmagali so za 20, ker je klop Oklahoma dala 49 pik. Proti 9 Lakersom, kot je Blaž prej omenil. Mislim, pa tle nimamo več kaj govoriti. Mislim, počakajmo uni rok, trade deadline, ne vem, kdaj je enkrat februarja. In po bomo mogoče... 5. februarja. Ne more priti dovolj hitro. In po mogoče bomo govorili o čem drugim, kot samo o tem. Ja, točno, ne vem, če si poslušal zadnji Spice, ki sem ga jaz solo posnel, točno tako sem jaz zaključil onega prejšnjega, da je treba počakati, drugače bo v bistvu ogromno takih podobnih Spiceov, sicer individualni talent Luke in LeBrona trenutno, čeprav že spet. LeBron je v bistvu zame največji problem te ekipe trenutno in to
To je preprosto tisto sidro, ki se ga ne da izogniti. Pa mogoče lahko za konec sam rečemo, še omenimo, ker sem na prejšnjem Spaceu govoril, zdaj zgleda ima tale njegov agent Rich Paul, ima vsak dan podcaste. Ker sem na prejšnjem Spaceu Kar govoril. je rekel LeBron za njega. Sem videl, ampak to je zame navadno zavajanje in natovcevanje. On lahko reče, da je Rich Paul sam svoj človek in ne govori zanj, ampak dobesedno opis službe Richa Paula kot agenta je to, da ga zastopa, da govori zanj. Mislim, to je dobesedno opis službe agenta, ki predstavlja igralca. In zraven je pa seveda še njegov dolgoletni prijatelj in preprosto se ne more LeBron odstraniti povsem od tega in mu tudi mislim, da noben ne verjame. Če bi želel LeBron recimo zaustaviti Richa Paula, ga lahko, ker ga on plačuje. Ali ga pa lahko odpusti, mislim, če se želi distancirati, res pokazati, da je sam svoj človek. Ampak ne, one dva sta poslovno in zasebno še vedno kot rit in srajca in tukaj se LeBron ne more distancirati. Ampak po tistem zadnjem podcastu, kjer je že spet govoril o tradu AR-ja, Austina Reevesa, je potem zdaj še imel nov podcast, kjer je pa rekel, ja sej, ne samo Austina Reevesa, lahko tudi Luko tradajo enega ali drugega in potem se odločijo, kako bojo zgradili šampionsko ekipo okoli 41-letnega LeBrona. Mislim, in to je absolutno mogoče, samo šampinjone lahko rejo pobirati v takšnem primeru. Dajno. Ja, gobaj, se to počne, ne vem, pa mogoče še je kakšne čarobne gobice zraven, ker počne take neumnosti, ki jih noben agent v ligi si ne bi dovolil. Mislim, predstavljali si, da bi Lukov agent ali pa agent Austina Reevesa šel na podcast pa rekel, treba se čim prej znebiti LeBrona, ker ne more okoli 41-letnika, ki ne igra v obrambe, graditi ekipo. To je absolutno nonsens. Pa je res, ampak noben agent ne bi tega rekel. In zdaj... Ja, mislim, to je tako, kot da bi JJ Redick šel na en podcast, pa pljuval po svojih igralcih, pa pride na trening, kaj fantje, dajmo, ajde, kaj zadet, mislim, halo, ne, pa valjda ga bo poslali v 3 krasne, mislim, jaz tega ne predstavljam, no. Kaj nam je zmanjkalo besedo, bomo počasi zaključili, tako je dosti več o te tekmi in nasplošno nimamo kaj povedati. Matej, ali si... Se dejansko ni kaj zapovedati, ne, pa samo vsi lahko upamo, da bo čez 14 dni kaj drugače, ampak vemo, kako Pelinka operira in mislim, da ne bo. Da bo LeBron zahteval trade. Ne vem, tudi to mogoče je razlog za te javne izjave Richa Paula, da mogoče hoče LeBrona pozicionirati za kakšen trade, kaj podobnega, ne vem. Kdo bo tradal za LeBrona pač? Bodimo realni, sej, ja veš, New pač York, pri teh letih Cavaliersi. nobeden, ja, sam pri teh letih, a veš, kdo bo, mislim, Sej. veš kaj, lahko daš samo vrečko čipsa, to je to. Mislim, pa to ni disanje LeBrona, ampak ja, ne, ampak to ni disanje LeBrona, ker LeBron še vedno pač kljub 41 letom je eden izmed boljših igralcev v ligi, da smo si na jasnem, ampak govorimo o letih, kjer pač, a veš, lahko en zvin gležna povzroči, da se nam nikoli več vrne. A ne? In Ja, zdaj, a veš, zato ne, in to je risk, ki lahko, ali pa, a veš, saj ni nujno niti, da je zvin gležna, lahko da bo čez poletje, ne vem, čez poletje enostavno pač toliko padel, da naslednjo sezono ne bo nič več od njega. In potem imaš kaj, recimo, ne vem, da si menil en first round pick pa enega solidnega igralca za njega in naslednjo leto nimaš nič več. Až tukaj je toliko velik riziko, da tukaj dejansko drugega, da ponudaš vrečko čipsa, ni. Enostavno ni. Clevelandu pravi, da je Andre Hunter, da se ne počuti dobro. To je 3&D igralec, ki je soliden. Sekundi bi jaz naredil ta trade, če bi bil možen. Lej, pošlji LeBrona za Hunterja, pa mogoče Lonzo Ball kot backup, Ali pa Jarretta Allena, če bi Jarretta Allena pod Andreja Hunterja. Mislim, Jarrett Allen je več vreden kot Sej ni realno. Jaz mislim, da mogoče je celo bolj realno, da LeBron želi, oziroma Rich Paul želi, da bi odkupili njegovo pogodbo. In da bi pol kot igralec z buyoutom odšel v katerokoli ekipo na minimum. Pa bi ga pa lahko seveda dodala.
Pa se mu poteče pogodba konc leta, kaj ga briga? Ja, da bi to sezono že to naredil. A ja, februarja že, ne. Ja, po mogoče že zdaj. Ne, po moje bo končal sezono. Po vsej verjetnosti, verjetno, ja, ampak jasno je, saj zdi se, glede na to, da mu podaljška pogodbe niso ponudili, in tudi to je verjetno razlog za te javne izpade Richa Paula, ker je pač seveda jezen, da mu niso Lakersi dali podaljška pogodbe to prejšnje poletje. Ampak tisto, kar je bistvo vsega tega skupaj, je to, da je to povsem nedopustno, izjemno, ne samo nenavadno, ampak čudno, tega ne počne noben agent v ligi in da to počneš in nobenem to seveda po mojem direktno vpliva na to slabo kemijo v ekipi, ki je absolutno vidno slabša, kot je bila na začetku sezone, ko LeBron ni igral, pa sta Luka in Austin Reeves skupaj vodila ekipo. Dejansko lahko vidimo, da je bil če gledamo kemijo v ekipi, kako so komunicirali med sabo, bili povezani, tudi v timeoutih, pa to vidimo, da je kar noč in dan med začetkom sezone in zdajle, ko je LeBron zraven. In LeBron je dejansko en tak črn oblak zdaj nad to ekipo, on in njegov agent. In to, dokler se ga ne znebijo, tudi, mislim, ja, lahko tudi v vseh drugih stvareh govorimo, tako kot seveda je roster problem in vse, ampak tukaj govorimo o igralcu, ki zasluži 55 milijonov na sezono, ki praktično 1/3 celotnega kepa, več kot 1/3 kepa zavzema. In bi se dal dobiti. Da to je za Luko velja, don't meet your heroes. Ja, tako je ponovadi, ja, ne vem, mogoče, ja, ne vemo, kaj si Luka vsem tem skupaj misel, ampak ampak si mu jaz povedal še eno moje misel, ti povem, pa lahko zaključimo, mislim, da morate oba počasi iti. Če slišim samo še enkrat, da Ayton nima dovolj žog, grem jaz sam, pa mu dam ene 2 žlepe. Ti pa imel eno izgubljeno žogo, toliko kot Luka. Zato, ker enostavno, ko on lovi, ne ve, kaj s tisto žogo narediti, hoče zavoditi, ima visoko vodenje, ne zna niti se prikloniti, skloniti, v koleni skrčiti, vsak mu krade žogo, ko ima 5 minut časa, razumeš, ena babica na vozičku prišla mimo, pa mu kradla žogo in vse je dal 12 pik, pa 6 skokov je imel, 2 v napadu. Ampak, ja, zasluži 8 milijonov, lahko da tudi 5 pik, pa bomo zadovoljni. V redu, samo naj pol ne pisne, pa naj se trudi v obrambi. So tekme, kjer ni vreden niti 8 milijonov, kjer tudi minimuma ni vreden. Smo videli zdaj kar nekaj tekem v zadnjih tednih, ki jih je Hayes zaključil. Ni bil Ayton na koncu na parketu in so Hayesa tudi danes pogrešali na tej tekmi. Tukaj ni nobenega dvoma in seveda, ja. Ayton je, kar je vedno bil in očitno tudi v Lakersih se ni spremenil in Luka in LeBron in Austin Reeves in celotno okolje mu ni dal dovolj motivacije, da bi... Ampak to je tisto, če je glava taka, to je pač, ne vem, mogoče tudi čist možganska kemija, the way his brain is wired, kako bi to prevedel, preprosto meni ne bi razlagati, res ne. Ja, preprosto tak je. Sej imamo vsi, recimo, svoje muhe, svoje stvari, ki jih hoče spremeniti, pa jih ne moreš in pri njemu je pač to. Pri njemu ima samo muhe v glavi, to je to. Sorry, mislim... Ne samo tekme, še kaj druge me razpizla danes, pa sem polih tačne prave volje za kaj pokati, ampak dobro. Ne, se je bil dober space. Ja, za razliko od tekme, odlično. Ja, lahko sam še enkrat omenimo, če nas poslušate na YouTubeu ali pa na podcast platformah Spotify, Apple Podcasts, kjerkoli nas poslušate, bomo hvaležni, če tam dodate oceno, se naročite, seveda, če niste naročeni, in tudi tam dodate kakšen všeček. Pa na YouTubeu sem slišal, zdaj obstaja še hype ikonca, kjer lahko poleg všečka dodaš še ta hype, pa nam to zelo pomaga. In nažalost živimo v dobi všečkov in hypov in podobnih stvari, ki imajo vpliv na poslušanost, zato vas prosimo, če nam lahko s tem pomagate. Ja, če nas boste nahajpali, tako kot so vsi ostali hajpali Aytona poleti, bo naš kanal zelo dobro živel. Dajmo še zaključiti. Se slišimo po naslednjem, upam, zmagi Lakersov. Tudi če bo poraz, bomo našli kaj za govoriti.
Tako da 5. februar pa tisti ta pravi datum, ko se začnejo pravi spacey. Ja, danes smo imeli celoten spekter emocij, blaž, apatičen, jaz sem rentu, ti si pa za komedijo absurdnosti poskrbel. Tukaj zraven, tako da nič, lahko zaključimo, pa zaželimo vsem lep dan in to je to z moje strani. Živijo fanta in hvala vsem za poslušanje. Tudi z moje strani. Adijo. Ja, hvala vsem za poslušanje. Se slišimo naslednjič. Adijo.